seveda U pomeni okrašavo za Udbo. To ste verjetno že ugotovili. Že v dveh knjigah, tako Velikovški bombi kot v ugrabitvi Bate Todorovića, sem razkril nekatera nova dejstva o divjanju Udbe v 70. letih prejšnjega stoletja. Zdaj po najnovejših odkritjih Romana Leljaka v arhivu Slovenije pa vidimo, da so slovenski tajni politični policaji verjetno zagrešili še v tem desetletju najmanj dva politična umora, mislim na Stjepana Crnogorca in na Nikico Martinovića. Gre za šokantna odkritja, tudi tragična, ampak tudi je senzacija za slovenski prostor, ker do sedaj se je nasplošno mislilo, da so delali sicer mnogo svinjarij, ampak da umorov se pa niso posluževali v tem desetletju. Zdaj, iz nedavnega pričanja Nikola Štedule pred komisijo Eve Irgl in tudi iz dokumentov, ki jih je odkril Roman tudi, Akcija Pevec, pa vidimo, da je slovenska Udba sodelovala tudi pri pripravi umora oktobra 1988. Ko so hoteli ubiti hrvaškega emigranta Nikola Štedula, 6 udbovskih morilskih krogel je čudežno, ga niso uspeli ubiti, in zdaj vidimo iz teh dejstev, dokumentov, da je pri tem sodelovala tudi slovenska politična policija. Torej imamo zdaj pa še leta 1988 oktobra vpleteno slovenske politične policije v pripravo umora, sicer na srečo ponesrečenega. In kaj vse se bo odkrilo na močno uničenem smetišču udbovskem, je pa tudi odvisno tega, kako ali bomo uspeli preprečiti spremembo arhivske zakonodaje. Toliko za uvod. Zdaj še pa na Stjepana Crnogorca, ki je glavni junak, seveda moje knjige. In bomo pogledali, zakaj je postal Udbina žrtev, tarča in potem tudi Udbina žrtev. Stjepan se je rodil 7. decembra 1946 v Sovičih, mesecu, ki leži na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Tu vidite del številne ožje družine. Bilo je 7 bratov in sester, vsi so živi danes, razen Stjepana. Z leve vidite, če gledate, je 4-letni Stjepan, potem je Mila, danes častna sestra Bernardina, potem sledi Matija, Anđa, je tudi danes tukaj, Petar, mama Janja in oče Jozo. To je bilo slikano leta 50 v Sovičih. Po osnovni šoli, ki je obiskoval v domačem kraju, je odšel na zadarsko nadškofijsko gimnazijo, kjer je napravil 2 letnika in odločil se postati frančiškan. No, po 2. letniku je odšel v JLA, Jugoslovansko ljudsko armado. Namreč, ko so v bivši propadli Jugoslaviji dijaki katoliških šol dopolnili 18 let, so jih ne glede na to, da so že hodili v gimnazijo, pošiljali v Jugoslovansko ljudsko armado. Tako so tudi Stjepana, takoj ko dopolnil 18 let, poslali še med gimnazijskimi leti v JLA, služijo, vidite, to je slika, služijo v Prištini. In ko se je vrnil, je končal gimnazijo v Splitu, še zadnja 2 letnika, maturiral in tako so se končala njegova dijaška leta. Potem ga je dalmatinsko-zadarska provincija frančiškanov, ki zdaj se je pa že on imenoval Bernard, da je septembra 1968 poslala študirati teologijo v Salzburg na teološko fakulteto in je živel v frančiškanskem samostanu, ki je imel brezplačno seveda vse osnovne življenjske potrebščine in vse, kar je potreboval za študij. Kasneje bo sicer zapustil frančiškanski red, ampak bolj usodno kot to, da je odšel od frančiškanov, je dejstvo, da je v Salzburgu začel spoznavati Hrvate, ki so bili člani Hrvaške revolucionarne bratovščine ali pa bodo postali člani Hrvaške revolucionarne bratovščine. O tej bratovščini bom več spregovoril kasneje. Kot rečeno, je zapustil frančiškane, očitno ga je to samostansko življenje preveč utesnjevalo in to je storil septembra 1970 in na to nadaljeval študij na filozofski fakulteti. Vidite, to je slika Stjepana oziroma Bernarda še v Salzburgu, to je Božič 1968. Seveda, ko pa je odšel iz samostana, je moral začeti skrbeti sam zase, ker ni imel nobenih sredstev
je živel iz roko v usta, no pozneje pa se je znašel in je dobil štipendijo Dunajske katoliške akcije in tudi je začel delovati kot delavski skrbnik v okviru katoliškega delavskega gibanja in tako rešil svoje materialne težave. Zdaj se vračam na njegova nova poznanstva. Tako je med drugim Stjepan spoznal v Salzburgu dva emigranta, Đura Horvata in Adolfa Andrića, ki sta ga v prisotnosti prijatelja in študenta Marka Logorušića aprila 1971 v Salzburgu sprejela v ilegalno hrvaško revolucionarno bratovščino, HRB, Hrvatsko revolucionarno bratstvo. To je bila najbolj odločna hrvaška emigrantska organizacija, ki so jo mladi Hrvati ustanovili leta 1961 v Avstraliji in katere glavna cilja sta bila samostojna hrvaška država in vzpostavitev demokratičnega parlamentarnega sistema. Pri tem so ustanovitelji Geza Pašti, Jure Marić, Ilija Tolić in Josip Oblak predvidevali tudi oborožen boj proti komunističnemu režimu v Jugoslaviji. Tu vidite dva pomembna dokumenta HRB-ja, disciplinski pravilnik, prisego, jaz v knjigi podrobno opisujem program HRB-ja, disciplinski pravilnik in prisego. No, v knjigi po predstavitvi HRB-ja opišem tudi prvi dve neuspešni akciji bratovščine v Jugoslaviji in priprave na tretjo, kodno imenovano Feniks, to so sami HRB-ovci imenovali Feniks, medtem ko je pa pozneje, ko so udbovci spoznali, da akcija že poteka v Jugoslaviji, so jo udbovci to akcijo poimenovali Raduša, v Sloveniji znana pod imenom Raduša. Namen Feniksa je bil z večjim številom diverzantov ilegalno priti v Jugoslavijo, zanetiti ljudsko vstajo, zrušiti totalitarni režim in vzpostaviti demokratično hrvaško državo. Zdaj seveda predstavitev HRB-ja v knjigi in priprave na akcijo Feniks so v moji knjigi ključni za to, da lahko bralec razume kontekst Stjepanove udbovske ugrabitve in sledečega umora. Potem v knjigi opisujem nadaljnje življenje Stjepana v Salzburgu, vse tja do junija 1972, ko se začne 19-terica Feniksovcev zbirati v Salzburgu, nekateri so tam sicer že bili, da bi nato odšla proti Jugoslaviji. Na sliki vidite Stjepana Crnogorca, konec leta 1971 ali morda v začetku leta 1972, ko je stopil iz hiše na Linke Gan Zajle, številka 13, kjer je bil njegov zadnje salzburško najemniško domovanje. Tu je bil tudi 3. julija 1972 ugrabljen. Tu so še 20 fotografij Stjepana iz leta 1971 ali iz začetka leta 1972. Kot vidite, je imel tudi talent za glasbo in je bil tudi organizator raznih zabavnih večerov salzburških Hrvatov, kar mu je prinašalo tudi dodaten vir dohodkov. Zdaj tu prikazuje slika Stjepana s sestro Ivo v začetku aprila 1972 v Makarski. Ta njegov obisk domine ni pomemben vsebinsko za to knjigo, ampak sem hotel prvič pokazati, da je Stjepan nemoteno hodil z veljavnim potnim listom v Jugoslavijo, udba ni imela pojma, da je on takrat bil že predviden za to, da postane član, da gre v Jugoslavijo za to diverzantsko skupino. In drugič, da ima tukaj kratko pričesko. To je pomembno zato, ker bojo Stjepana ugrabili, ko ima kratko pričesko in v pasošu, lažnem pasošu, ki ga pozneje bolj obdelal, ima on kratko frizuro. So udbovci spremljali tudi potem, ko so zanj ga ugotovili, enkrat konc junija, so lažni pasoš, kot bomo pozneje videli, opremili se sliko z kratko pričesko. Morda bi lahko še povedal, da se je za Binkošt 21. maja 1972 tudi šel še enkrat v domovino in 23. maja se je preko Ljubljane vračal v Salzburg. Čez dober mesec je bil pripeljan iz Salzburga v Ljubljano nasilno in verjetno seveda je Stjepan takrat ni slutil, da bo čez mesec dni, dober mesec, nasilno pripeljan v Ljubljano, kjer bo gasnilo tudi njegovo mlado življenje. Zdaj tu pa fotografija hriba Gurl Špice pri Salzburgu, kjer so salzburški študentje, člani HRB-ja, Ivan Pompar, ga pozdravljam, je na predstavitvi, Marko Logorušić, Stjepan Crnogorac, Slavko Mihalič vadili streljani konec aprila, maja in začetku junija 1972. In to pod nadzorom dveh pomembnih Feniksovcev, Đure Horvata in Ilije Glavaša. Noben od omenjenih študentov se nato v junija ne bo udeležil samega pohoda v Jugoslavijo.
Razloge za to bolj ali manj podrobneje opisujem v knjigi. Namreč moram priznati, da za Crnogorca in tudi za Logorušiča sploh nisem mogel natančno ugotoviti, ali enoznačno, bolje rečeno, ugotoviti, zakaj junija 1972 nista odšla s skupino diverzantov 19 v Jugoslavijo. V knjigi tudi opisujem natančno zbiranje Feniksovcev v Salzburgu in nato njihov odhod v avstrijsko-štajerski gozdni tabor blizu meje Slovenijo, okoli 20 km na avstrijski strani od meje Slovenije so imeli še nek tabor, kjer so vadili pred udorom v Jugoslavijo. Zdaj to pripovedi v knjigi o sami akciji Feniks na to začasno prekinem in se vprašam, kaj je UDBA vedela o tem, da HRB pripravlja neko akcijo. UDBA je že na začetku leta 1972 vedela, da HRB pripravlja nekaj velikega, oblikovala je medrepubliško skupino s kodnim imenom Venera, v kateri so zvezna, hrvaška in bosanska UDBA. Maja pa se jim priključila tudi slovenska tajna politična policija. In zdaj se je ta skupina v preprečitev diverzantskih upadov usmerila predvsem na dva človeka. Na dva pomembna HRB-ovca, Josipa Seniča in pa na Ambroza Andrića, brata že omenjenega Adolfa, ki je sprejel Stjepana v Hrvatsko revolucionarno bratovščino. Zdaj bosanska in hrvaška UDBA sta uspeli v zahodni Nemčiji marca 1972 umoriti Josipa Seniča, medtem ko je slovenska UDBA 9. junija istega leta aktivirala bombo v Strasburgu. Ta dokument to dokazuje. V kleti stavbe, se pravi v Franciji, v Strasburgu, v kleti stavbe, kjer je živel Ambroz Andrić in s tem povzročila, da je francoska policija preiskala to hišo, preiskala stanovanje Ambroza Andrića, našla orožje in tako je razpisala tiralico za Ambrozom in še za nekaterimi drugimi HRB-ovci. Ne samo francoska, tudi nemška in avstrijska policija so razpisali tiralico za temi HRB-ovci, predvsem za Andrićem. Smola je bila v tem UDBE, da je dan poprej Andrić odšel proti Salzburgu in pravzaprav šel v totalno ilegalo. In so ga potem pravzaprav šele v Jugoslaviji ubili, potem, ko je že vdrl v Jugoslavijo. Moram reči, da vseh podatkov, ki so na voljo, morda se bo še kaj pojavilo kdaj, morda je v Beogradu še kaj tega, če se bo odprlo, da je UDBI uspelo plasirati 3 ovaduhe v neposredno bližino Andrića in Đure Horvata, a kljub temu niso prišli do ključnih podatkov o datumu, obsegu in sestavi skupine Feniks. UDBA ni imela pojma, kje se nahajajo vodilni Feniksovci v juniju 1972. O Stjepanu Crnogorcu niso vedeli ničesar. V njihovih ustrežnih dosjejih ni bil omenjen. Zgodilo se nekaj neverjetnega. 17. maja se Feniksovci, 19 njih, zberejo v gozdnem taboru na avstrijskem Štajerskem, tam nekaj dni še se vadijo, vsem nočne pohode in tako naprej, neke diverzantske zadeve, in potem odidejo, se pravi 17. pa odidejo proti Jugoslaviji, v Jugoslavijo pridejo pa 20. junija ob 13. uri sredi belega dne. Neverjetno. Nihče ne ve, ne avstrijska, ne jugoslovanska ali katerakoli druga policija, da se to dogaja. Zdaj, neopazno so tudi prišli v bližino planine Radoša, tako da so zajeli kamion in so se z njim odpeljali v Bosno in Hercegovino. Tu so 24. junija izstopili, spustili šoferja, slovenskega šoferja, naprednika, in naslednji dan zajeli neke lovce in jih kasneje tudi izpustili, že v podnožju Radoše. Šele ko so Jagri o tem obvestili notranje organe, je vrh režima in UDBA z grozo spoznala, da je v srce Jugoslavije neopazno prišla skupina dobro oboroženih hrvaških diverzantov. Začela se igra mačke za mišjo. To je neka informacija, teh informacij je bilo veliko. Takrat so največ pomenili v Sloveniji Sergej Krajger, Stane Kavčič in France Popit, seveda Kardel, normalno, tudi Dolanc je seveda že prej videl vse te informacije. To je bila tista peščica, ki je takrat vodila Slovenijo. Lejte, za ponazoritev vsega, jaz seveda akcijo Feniks opisujem, ampak
več se lahko zve tudi iz hrvaške literature, predvsem kjer sem tudi večino črpal iz knjige Bože Vukušiča, danes prisotnega, Rat prije rata, kjer je to res zelo natančno opisano. Nisem imel tako težkega dela, čeprav meni kot Slovenci zelo težko bilo, bom rekel, vse te stvari analizirati, ker so tudi zame mnogo bilo novega. Kakorkoli že. 19-terica hrvaških diverzantov se je morala boriti in se umikati pred 10.000 glavo množico vojsko, teritorijalcev, miličnikov in vojakov. 11 feniksovcev so zajeli in samo 4 so prizanesli. 7 so jih torej tudi ranjence, neznano kdaj po zajetju zahrbtno umorili. Vse 4 preživeli so na izrecno zahtevo Tita, v tajnosti obsodili na smrt, v tajnosti ustrelili, enemu so prizanesli za mladoletnosti, predsedstvo SFRJ je pomilostilo in naložilo 20 let ječe. Torej 8 feniksovcev je padlo v bojih in feniksovci prav tako v bojih ubili enega častnika JLA, enega vojaškega policista, enega miličnika in 9 pripadnikov teritorialne obrambe Bosne in Hercegovine. Za nikogar od 19-terice feniksovcev, razen tega, ki je bil zaprt, pa pozneje je prišel iz zapora, pa je bil leta 1991, kakšna ironija usode, ubit v spopadu z JLA, to je bil Pavlović, ki je imel potem veličasten pogreb v Vitini, za nobenega od ostalih se ne ve, kje so pokopani. Seveda se ne ve tudi za to, kje so smrtni ostanki Stjepana Crnogorca. Zdaj seveda, feniksovci so ubijali samo v bojih. Nobenemu civilistu niso skrivili lasu na glavi. Ko pa so ugotovili, da se borijo predvsem proti teritorialni obrambi, torej proti ljudstvu, ki so ga prišli osvoboditi, so se odločili za umik. Tudi nikomu ni uspel preboj nazaj v tujino. 27. julija je bil neutraliziran zadnji feniksovc. Zdaj tukaj pa dokument, vidite tam od spodaj. Slovenska udba je sodelovala v zvezni akciji Raduša, angažirala je manjšo armado sodelavcev, virov, opazovalcev, skupaj 327 slovenskih ovaduhov je bilo angažiranih v zvezni akciji Raduša. Moram reči, da so pri ugrabitvi Stjepana bili zelo, zelo uspešni. Vrh režima vojske in udbe je po ugotovitvi diverzantskega vdora naravnost podivjal in nepretrgamo se stakoval. Tita so obveščali o potekanju največjih državnih tajnah v zvezi s tem tudi na vsake 3 ure. 21. julija, torej še preden so uničili celotno skupino, je Tito prvič izdal predsedniško direktivo, v kateri je napovedal vojno domači in zunanji opoziciji. Mislim, da je to prva javna objava tega dokumenta, ki se nahaja seveda v arhivu Republike Slovenije. Kakorkoli že, udba je zaradi vdora feniksovcev umorila ali zaprla za dolgo let, vrsto let, vsakogar, za katerega se je dokopala in ga je smatrala za povezanega z HRB-em. V ta okvir seveda je spadal žal tudi Stjepan Crnogorec. Zdaj bomo šli pa počasno v ugrabitev samo Stjepana Crnogorca. Ko so 27. junija ujeli prve ujetnike, režim v akciji Raduša, so ti ujetniki očitno začeli pripovedovati udbašem, da se pripravljajo nove skupine, ki naj bi vdrle v Jugoslavijo, ki bo zdaj prišla v Jugoslavijo. In ene izmed njih, tako rekoč študentsko skupino iz Salzburga, naj bi vodil prav Stjepan Crnogorec. V knjigi argumentirajo, da je to malo verjetno, čeprav je morda res, da bi salzburški študenti Crnogorec, Pomper, Logar Rušič, Mihalič in morda še Stanko Cecelja prišli legalno v Jugoslavijo, ker so imeli namreč legalne potne liste. Vendar le v primeru, če bi Andrićevi skupini dejansko uspelo dvigniti ljudsko stanje in morda osvojiti velik del ozemlja. Kakorkoli, v zveznem vrhu udbe so se na osnovi teh informacij odločili, verjetno gotovo za izrecnim ali tihim pristankom Josipa Broza Tita in njegove klike, da ugrabijo Stjepana Crnogorca. To nalogo so povedali slovenski udbi, ki tako delikatno operacijo, kot je ugrabitev do nedavno ni neznanega posameznika. In to v belem dnevu, sredi tuje in urejene države, so opravili dejansko hitro in učinkovito. V nekaj dneh so pripravili akcijo in so jo izpeljali. 3. julija, ko je Stjepan še poležaval, je zaslišal zvonjenje zvonca pri vrtnih vratih, stopil je iz sobe in hiše ter odprl vrtne dveri, tam so stali 3 moški, en se je predstavil kot tajni policaj avstrijski, in se to je ta hiša,
v Salzburgu, tam je vhod, tukaj je vrt, tam v zadju Stepanova soba, tukaj se je to odigravalo takrat, 3. julija. Da pa zelo natančno vemo, kaj se je odigravalo takrat, je pa posledica neverjetnega dejstva tudi, da je Udba Stepanu naročila, ko so ga imeli ujetega nekje v Ljubljani, naj napiše, kako je ugrabitev potekala. In on je napisal 3 strani, kako je ugrabitev potekala. Tako da imamo izjemno dober prikaz tega, to je gotovo nek neverjeten dokument. Stepan je napisal 250 strani, je moral napisati v ujetništvu. Jaz jih imenujem te strani zapiski izpod podja. In so v Arhivu Slovenije eni številnih dokazov, dokumentiranih dokazov, da je Stepan Crnogorec bil ugrabljen in da se je nahajal nekje v Ljubljani. Kakorkoli že, Stepan je odprl vrata, jih je spustil v svojo sobo, tam so ga vklenili, peljali nazaj skozi vrata v avto, ki je čakal proti Jugoslaviji, in tam so ga pa umamili in z lažnim potnim listom prepeljali v Ljubljano. Zdaj moram pa malo se tle ustaviti. Kako je sploh prišlo, namreč to je pomembno, ta potni list. Tle piše Golac Marko, ne? Je pa Stepanova slika. Zdaj seveda, Roman Leljak, ko je našel te dokumente v septembra leta 2013 v Arhivu Republike Slovenije, ni mu bilo jasno, kaj pomeni ta pasoš. Ker je bil pa zraven še hranilna knjižica in ime Stepana Crnogorca, se mu je zazdela nekako povezana, je klical v Zagreb Bože Vukušiča, če mu je znano ime Golac, Bože o Golcu ni vedel ničesar, vedel je seveda za Stepana Crnogorca in poslal mu sliko po e-mailu in se je potem izkazalo, da sta Golac in Stepan isti osebi, oziroma da je Golac izmišljena oseba, Stepan pa resnična oseba. Tako je pravzaprav Leljak prišel do tega, da je ugotovil, kaj se skriva v tisti dokumentaciji in je potem to predstavil javnosti. Torej, s tem pasošem so ga spravili čez mejo. To je pa verjetno, jaz nisem videl, to je pa najbolj neverjeten dokument, ki bi doslej odkrit, tudi ga je odkril Roman Leljak v Arhivu Republike Slovenije. Tukaj imamo pa zahtevo za plačilo tistih, ki so ugrabili Stepana Crnogorca. Podpisan je Mužič, poslano je Gorencu in bom kar prebral ta dokument, ker je dejansko, to je pa res kronski dokument, ne vem, nisem še videl bolj močnega dokumenta ali pa grozljivega dokumenta po svoje. Tako piše Mužič Gorencu, ki je bil šef Slovenec, šef Udbe v Beogradu, takrat Silvo Gorenc. Prosimo, da nam takoj dostavite za realizirano akcijo Pero, beri ugrabitev Stepana Crnogorca, 20.000 ameriških dolarjev in 70.000 novih dinarjev. Pri izvedbi akcije je sodelovala sledeča grupa sodelavcev: Bilič, Kovač, Željko, ki je izvršila aretacijo, beri ugrabitev. In grupa sodelavcev Špela, Branko in Boris, ki je spremljala in bila v zaščitnici, in 3 sodelavci observerji, opazovalci. Konec navedka. In zdaj prav orožen danes, pa Gorenc, ki je bil orožen notranji minister, pa Gorenc, predvsem Gorenc, da to vse skup nič ni, da se nekaj izmišljujemo s tem, ko to predstavljamo javnosti. To bi danes znašalo 25.000 evrov na glavo ugrabiteljev, 9. 25.000 evrov je bil ta krvavi denar. Očitno je to akcijo, se vidi, financirala Zvezdna Udba. Zdaj pogledajte, imamo celo sliko, tudi Roman je identificiral tega Biliča, to je bil Franc Frankl, carinik, tukaj ga imate na sliki, okroženega, član Avstrijske socialdemokratske stranke, sindikalni zastopnik koroških carinskih uradnikov. To je bila velika šarža takrat biti šef sindikalistov koroških. Zdaj, 19. julija 1972 beležimo zadnje zaslišanje Stepana in potem ni v njegovi nadaljnji usodi nič znanega. Nič. Niti indicov ni. Lahko samo logično sklepamo, kaj se je z njim zgodilo. Na neznanem kraju, neznanega dne, neznan način, neznanih oseb je bil zavratno umorjen.
in v neznanem kraju pokopan, ker ne bi rad na indični način podal končnih sodb, meni, da glede neznanega kraja največja verjetnost, da je bil umorjen nekje v Sloveniji, saj so ga sem hodili zasliševati tako iz Beograda kot iz Doboja. In originalna dokumentacija v njem je ostala v Ljubljani. Če bi ga kam odpeljali, recimo v Bosno ali pa v Srbijo ali pa ne vem kam na Hrvaško, bi z njim peljali tudi dokumentacijo. Zdaj, glede neznanega dne, meni, da potem, ko so ga izprašali, potem, ki je napisal 100 strani teh zapiskov iz podpodja, potem, ki so ubili ali umorili večino Feniksovcev, tudi ne vemo točno, kdaj so vse pobili, umorili, niso imeli nobene razloga več, da ga držijo pri življenju. Zato ne verjamem, da je Stjepan Crnogorec še dolgo živel po 19. juliju. Vsekakor pa je bil umorjen pred septembrskim sestankom predsedstva SFRJ 19. septembra, ko je Tito dejal na predsedstvu SFRJ. Tisti, ki so mrtvi in tisti, ki so ostali živi, bomo sodili, kakor je potrebno in ve se, kakšen mora biti rezultat tega. Tu vidite, na političnem sestanku smrtna obsodba. Zdaj, v konkretni izvedbi usmrtitve Stjepana Crnogorca, v udbovski eksekuciji ne bi špekuliral, kako so ga ubili. Najraje povedo tisti, ki so to storili ali pa so to ukazali. Pri tem mislim na Borisa Mužiča, Marjana Rožna, Silva Gorenca. Isto velja za ugotovitev kraja, kjer leži. Ne že za Božjo voljo povejo, kam so ga zagrebli. Udba začne po umoru po svoji stari navadi dezinformirati. Pronica je dezinformacije tudi v hrvaško emigrantsko tisk, jugoslovanski tisk seveda in tudi v tuje medije. Naprimer, dajem na en primer, v knjigi posujem veliko teh primerov dezinformacij. En primer, avstrijski Volkszeitung, 1. julija 1973, senzacionalen članek, Salzburg, tajni agent v Lemenatu. Gre za povzetek prispevka iz emigrantskega časopisa Hrvatski glas, ki izhaja v Londonu. Tako za leto dni po Črnogorčevi izginotju izvemo, da je bila pri razbitju in likvidaciji realizantske skupine v lanskem letu nedvomno v igri izdaja. Jugoslovanska tajna služba je vdrla v to uporniško skupino in eden izmed tajnih agentov je bil Josip Crnoborac. Po uničenju te skupine v Bosni je iz Salzburga izginil brez sledu Crnoborac, ki je bil pripadnik tajne službe Jugoslavije. Jaz pa res, vidite, da jasno gre za dezinformacijo in neumnost. Stjepan Crnogorec, ne Josip Crnoborac, kot piše Volkszeitung, ni bil izdajalec. In tudi, kot sem dokazujem v knjigi, Udba ni uspela prodreti v samo grupo in vedeti, kaj bo ta grupa počela, prišla v Jugoslavijo in tako naprej. Zdaj, kar je pa bolj zanimivo, nov zagon te dezinformacije začnejo dobivati desetletja pozneje, kot da bi bila še tle Udba. Polemika v lanskem odkritju tragične usode Stjepana Crnogorca in vloge slovenske Udbe pri tem. Se začnejo pojavljati nove dezinformacije v slovenskem tisku. Sedaj namreč izvemo iz slovenskega tednika, da je Stjepan Crnogorec že izbral nekje v Bosni, naslednjič je bil predstavljen po Prešernovsko v Afrike puščavo in jaz se samo sprašujem, kje bo naslednjič se pojavil spet. Ali bo rekel, da nekje med eskini, ali bo rekel, da je nekem samotnem otoku, da se že 40 let ne javi svoji družini. Res neverjetno. Zdaj, ta dezinformacijski višek, ki bo težko presežen, pa je dosegel udbovski upokojenec Jana Zemljarič v intervjuju za Mladino februarja 2014, ko je dejal in ostal živ, da so Crnogorca, navajam, zadržali, ker naj bi organiziral še drugi napad na Jugoslavijo. Zvezna Udba je zato v akcijo za njegovo ugrabitev vključila tudi Slovenijo. Tedaj pridobljeni obveščevalni podatki so namreč kazali na to, da skupina pod vodstvom Crnogorca načrtuje celo zastrupitev Ljubljanskega vodovoda. Konec navedka. To zastrupitev Ljubljanskega vodovoda je seveda čista izmišljotina in tudi ko ne bi bila, udbovci ne bi smeli ugrabiti in umoriti Stjepana Crnogorca, ampak bi morali, ker bi Jugoslavija mednarodno priznana država, zahtevati njegovo izročitev, predočiti Avstriji dokaze o tem, da je hotel Stjepan Crnogorec zastrupiti Ljubljanski vodovod. In iz tega bi lahko naredili iz tega prvovrstno mednarodni škandal in seveda osramotili hrvaško nacionalno bratovščino.
Tudi zakaj takega bi morali dokazi, ki pa glede Crnogorca seveda in zatopitev Ljubljanskega vodovoda niso imeli ne takrat in jih različnih seveda ne more imeti tudi danes. Torej, udbe sicer naj ne bi več bilo, tudi očitno za mnogo v Sloveniji velja po Titu Tito in po udbi udba. No, zdaj pa, pogledajte, akcija Feniks 72, vdor 19 oboroženih pripadnikov Hrvaške revolucionarne bratstva Jugoslavije junija 72, kateri nesvojni udeleženci naj bi bil tudi Stjepan Crnogorec in kateri glavni namen je bila vzpostavitev samostojne in demokratične hrvaške države, je bila takrat neuspešna. Ker pa so Hrvatije suvereno državo in parlamentarno demokracijo dobili 20 let pozneje, se lahko samo vprašamo, kakšen vpliv je na ta tok dogodkov imela tudi akcija Feniks. Na to ne moramo natančnega odgovora, ker ne moramo zdaj nazaj zgodovino, izvzeti ven akcijo Feniks in potem gledati, kako se bo zgodovina naprej odvijala in kakšen nadaljnji tok bi bil brez vpliva izročila Feniksovcev. Gotovo pa njihove žrtve in tudi Stjepana niso bile v tem smislu za manj. Je pa možna primerjava hrvaškega Feniksa z nekim podobnim, čeprav po obsegu in pomenu manjšem dogodku v slovenski zgodovini. Ko je leta 1963 slovenski imigrant Janez Toplišek, oborožen in vse tudi propagandni material in orožje, prestopil avstrijsko-jugoslovansko mejo. Ker so v skupini, ki so že čez mejo od 2 udbovska sodelavca, je bil prijet, obsojen na 14 let in ubit, verjetno umorjen v Stari Gradiški. In ker jaz v knjigi, ko sem napisal o tem, od Belca do Velikovca ali kako sem zljubil bombo v prvem delu Tragično življenje Janeza Topliška, njega obravnavam kot junaka in prvoborca slovenske osamosvojitve in demokratične države, ne morem drugače gledati tudi na Feniksovce in seveda tudi na Stjepana Crnogorca. Zdaj pa, kaj pa bi bila lahko njegova konkretna krivda, recimo v nekem demokratičnem okolju, in bi mu sodili za njegovo ilegalno delovanje v Salzburgu, oziroma za stvari, ki sem jih natančno opisal v knjigi. Pri tem se lahko pomagamo z tem, da je dejansko avstrijska država leta 1974 sprožila postopek proti salzburškim študentom, Ivanu Pomparju, Marku Logorušiču, Slavku Mihaliču. Tožilstvo iz Salzburga je oktobra 1974 vložilo obtožnico proti omenjeni trojici, zato ker so bili člani ilegalne hrvaške revolucionarne bratovščine in so sodelovali na vežbah v streljanju te bratovščine. To je bila obtožnica. Verjetno ni posebej potrebno poudariti, da bi po isti obtožnici, če bi Stjepan živ in v Avstriji nekje, da bi imeli lahko pravosodni organi avstrijski do njega dostop, da bi bil sojen po enaki obtožnici. Omenjeno sojenje se je pravnomočno končalo oktobra 1975 in so bili Pompar, Logorušič ter Mihalič so bili obsojeni na nekaj mesečne kazni pogojno za 3 leta. Vidite, v demokratični državi dobiš neko pogojno kazen za to, ker si ilegalno počenjal, recimo, tle pa v Jugoslaviji pa ugrabitelj za zavraten umor Stjepana Crnogorca. Zdaj smo na koncu. Primer Stjepana Crnogorca ne bo končan, dokler njegove telesne ostanke ne bodo najdeni in preneseni na skupno pokopališče 2 sosednjih krajev Gorice in Sovičev, ter tam položeni v grobnico družine Crnogorac. Njegovih 6 bratov in sester, tukaj slika iz Makarske leta 13, manjka sicer ena sestra, ker ni bila prisotna, si želi, da bi Stjepana pripeljali domov. Upam, da bo javna razgraditev njegove zle usode in tako tudi ta knjiga pripomogla k temu. Hvala za pozornost.